Gospodinjski ulici v Ljubljani je zgodaj zjutraj zagorelo v manjšem stanovanju v drugem nadstropju bloka. Ena oseba je umrla. Iz bloka so evakuirali 25 stanovalcev, 7 oseb pa so zaradi izpostavljenosti dimu preventivno prepeljali v ljubljanski klinični center. Ogenj se je iz stanovanja razširil tudi na podstrešje. Vzrok požara še ni znan, saj policija še zbira obvestila o dogodku in opravlja ogled. Okrožno sodišče v Mariboru je danes začelo stečajni postopek gradbenega podjetja Granit iz Slovenske Bistrice. Terjatve ter ločitvene in izločitvene pravice morajo upniki prijaviti najpozneje do 29. oktobra. Granit je bil od začetka leta v prisilni poravnavi, ker pa podjetje ni realiziralo načrtovane 8 milijonov evrov vredne dokapitalizacije v obliki konverzije v lastniške deleže, je sodišče začelo stečajni postopek. Hčerinska družba Granit gradbeništvo s 163 zaposlenimi pa je v stečaju že od novembra. Redna letna skupščina tržiškega Peka, ki bi morala biti danes, je zaradi dopolnitve poročila z revizijskimi izsledki prestavljena na 29. avgust. Zaposleni v Peku so danes začeli dogovorjeni dvotedenski kolektivni dopust. Vodstvo družbe pa se trudi z zagotavljanjem obratnih sredstev, saj mu ni uspelo doseči dogovora z bankami. Mestna občina je uspešno kandidirala na javnem razpisu za energetsko sanacijo osnovnih šol in vrtcev. Novo streho, fasado, okna ali vrata bodo tako dobili na osnovnih šolah borcev za Severno mejo, Malečnik, Kamnica, Ludvika Pliberška in Maksa Dorjave. Občina je pridobila sredstva tudi za obnovo enote gledališka, vrtca Ivana Glinška, enote Kekec, vrtca Pobrežje in energetsko obnovo Fohova, vrtca Jožice Flander. Projekt je skupaj vreden slabe 4 milijone evrov, nepovratnih sredstev pa je za 2,64 milijona. Mariborski nogometaši so se danes dopoldne podali na Ciper. Zaradi daljšega potovanja in prilagajanja na razmere z večjo stopnjo vlage so tokrat odšli na prizorišče 2 dni pred tekmo. Na seznamu potnikov je 18 igralcev. Prvi trening v Nikoziji bodo imeli danes ob 18:30, uradnega jutri ob 20 po lokalnem času. Zares bo šlo v sredo ob 19 po našem času. Moštvo je odšlo na pot brez trenerja, Ante Čačič je namreč ostal doma zaradi smrti v družini in se bo ekipi pridružil jutri zgodaj popoldne. Slovenija bo imela na svetovnem prvenstvu v plavanju in vodnih športih v Barceloni danes v popoldanskem programu prvega nepričakovanega finalista. Ravenčan Damir Dugonjić bo nastopil med najboljšimi na 100 metrov prsno. Dugonjić je celo v širšem krogu favoritov za medaljo, saj je v polfinalu z 59,80 dosegel nepričakovano dober izid, ki je bil celo 4. dosežek polfinala. V torek bo sprva v vzhodni Sloveniji nekaj oblačnosti, na jugovzhodu države bodo zjutraj še možne krajevne plohe. Čez dan se bo povsod zjasnilo. Na Primorskem bo zjutraj zapihala šibka burja. V sredo in četrtek bo pretežno jasno. Še opozorilo, od danes popoldne do jutri zgodaj zjutraj bodo ob nevihtah možni močnejši nalivi in sunki vetra. Lokalno bo možna tudi toča. Danes v dnevniku televizije Maribor. Mariborčani se pred vročino umikajo na Pohorje ali pa se hladijo v bazenih Mariborskega otoka. Počitnice se počasi prevešajo v drugo polovico. Poseben program za otroke poteka v Domu ustvarjalnosti v Mariboru. Tudi danes se bomo preselili v Osijek na Evropsko strelsko prvenstvo. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.